Znano vam je, da so se zatem, ko je ta informacija prišla v javnost, zvrstili v vseh regijah nekakšni protesti, tako strani lokalnih skupnosti kot strani zaposlenih policistov v vseh regijah. Bili so najrazličnejši zbori, sestanki in na večino teh sestankov predstavnikov ministrstva oziroma generalne policijske uprave ni bilo, so ignorirali vsa ta povabila. Na vseh teh sestankih sam sem bil prisoten na Koroškem, so poudarjali, da se bo v primeru ukinjanja policijskih uprav v vseh teh regijah znatno zmanjšala varnost. To je na nek način potrdil že projekt pred kakšnim desetletjem, ko so se povsod po Sloveniji ukinjale policijske postaje. Konkretno lahko povem za Koroško. Pred več kot 10 leti so na Koroškem ukinili policijsko postajo v Črni Mežici, na Muti in v Podvrki, in po tistem se je varnost znatno poslabšala. V primeru ukinjanja policijskih uprav se bodo znatno povečali stroški v državi. Na letni ravni vsaj za okrog 600 000 evrov, ker se bodo mnogi zaposleni v današnjih policijskih upravah morali prevažati bodisi v Celje, Novo mesto ali v Koper. V primeru ukinitve omenjenih 3 policijskih uprav, mislim, da v vseh 3 policijskih upravah so danes nastanjeni v lastnih državnih prostorih, bo prišlo do najemanja poslovnih prostorov. V Celju, policijski upravi Celje, nimajo, kamor naj bi se združila policijska uprava Slovenj Gradec, nimajo danes na voljo niti ene same proste pisarne. V primeru ukinjanja policijske uprave Slovenj Gradec in združevanja policijske uprave Slovenj Gradec s policijsko upravo Celje bi morali v Celju najemati nove prostore. Podobno velja za policijsko upravo Postojna, ki je v lastnih prostorih ob združitvi s policijsko upravo Koper bi morali dodatno najemati nove prostore. In očitno je tudi to eden izmed ozadij, zakaj prihaja do ukinjanja policijskih uprav, omenjenih policijskih uprav, in zakaj prihaja do združevanja. Dobro, nam je znan primer Nacionalnega preiskovalnega urada, kjer gre za enormno najemnino, in očitno so tukaj v ozadju tudi nekateri nepremičninski tajkuni, ki bi se v tem primeru lepo mastili na račun državnega oziroma davkoplačevalskega denarja. Drugi problem tega projekta je tudi v tem, da slovenska policija stopa v polje politike. Slovenska policija s tem projektom stopa v pristojnosti državnega zbora. Poglejte, vrh slovenske policije je razlagal svoje izhodišča o določitvi pristojnosti oziroma zmanjševanju števila policijskih uprav, in v tem gradivu, ki ga je razlagal oziroma predstavljal okrog po Sloveniji, piše tudi to, poglejte, učinki združitve, organiziranost prilagojena 8 pokrajinam. Se pravi, slovenska policija se je odločila, da bo Slovenija razčlenjena na 8 pokrajin. Oziroma gredo še korak naprej. V primeru ustanovitve 6 pokrajin je možna relativno enostavna prilagoditev z združitvijo. Policijska uprava Koper in Nova Gorica, s sedežem v Kopru, policijsko upravo Murska Sobota pa bi prav tako ukinili in jo prenesli v Maribor. In sicer bi ta poteza bila v 2 letih po ustanovitvi pokrajin. Policija se je odločila za členitev Slovenije na 8 oziroma 6 pokrajin, kar Korošci seveda protestiramo. Koroška se v členitvi Slovenije na pokrajine pojavi na tem zemljevidu šele od 9 pokrajin in naprej. In vse to se dela v neki tajnosti. Očitno bodo sledile še nekatere druge organizacije oziroma nekatera druga združevanja. Imamo še druge regijske ustanove, kot so zavodi za zaposlovanje, območne enote zavodov za zaposlovanje, območne enote pokojninskega in invalidskega zavoda in podobno. V tem projektu je zaznana centralizacija Slovenije in to je seveda zelo slabo.
Moram poudariti, da v poslanski skupini SDS nismo proti reorganizaciji slovenske policije. Mi smo za racionalizacijo. Smo pa proti takšni reorganizaciji, ki bi ukinjala omenjene policijske uprave. Res ne gre, da naprimer je na Koroškem policijska uprava, na Koroškem, da je 160 policistov naprimer na cesti, dela na cesti, v sami operativi 80 pa jih je na sedežu policijske uprave. To ne gre. Potrebna je reorganizacija na tem področju, to da v vseh policijskih upravah po Sloveniji, ne pa ukinjanje manjših policijskih uprav. Glede na vse to, glede na povedano, smo v poslanski skupini SDS tudi spisali zahtevo za klic nujne seje odbora za notranjo politiko in javno upravo ter pravosodje in na tej seji smo tudi predlagali nekaj sklepov in seveda med povabljanje bomo skušali priklicati v ta državni zbor tudi ministrico oziroma direktorja slovenske policije, ki se doslej na povabila v vseh treh regijah nista odzivala. Mi smo prepričani, da je ta projekt, predstavljeni projekt reorganizacije slab, da ima druga ozadja in da se je o tem potrebno pogovarjati.